Med več kot 8 milijardami prebivalcev planeta na 7 celinah utrip življenja na planetu z rojaki spoznavamo brezmejno. Lep pozdrav na Slovaško, lep pozdrav Saša Vojteh Poklač. Lepo pozdravljeni, gledalke in gledalci televizije AS. Dobrodošli, torej tudi na Slovaškem, trenutno sem v Bratislavi. V Bratislavi in Slovaki pa Slovenci pravzaprav imamo eno zelo zanimivo skupno zgodbo. Slovenci imajo za Slovake, pa tudi zastave se kdaj pa kdaj menjajo. Smo si res tako zelo podobni? Smo zelo podobni, čeprav se niti ne poznamo, ne. Državi nista tako oddaljeni, da ne bi mogli biti v večjem stiku, ampak vseeno je res, da je Slovaška za Slovence bolj eksotična država in obratno. Tako da, ko pride človek enkrat na Slovaško, opazi to podobnost v jeziku, podobnost v simbolih državnih in seveda tudi podobnost med ljudmi. V enem izmed člankov ste zapisali, da je bilo na Slovaškem 1100 lažnih prijateljev. Pa pravzaprav se ne gre samo o lažnih prijateljih, ampak je zgodba malce širša. Nam lahko to malce opišete? Ja, to je zelo zanimiva zgodba, ne. 1100, nasploh slovanski jeziki imajo med sabo 1100 lažnih prijateljev, oziroma ta osnova je ta slovanska. In res, slovenščina in slovaščina sta si zelo podobni tudi na tem področju. Gre za tako imenovano medjezikovno homonimijo, ki je zelo zanimiva tudi pri samem poučevanju. To smo se prej pogovarjali, ne, da je Slovenija in Slovaška, da se ne poznata ravno najbolje, zato tudi ta motivacija, zakaj in kako, zakaj pa sploh študirati slovenščino, je včasih zelo težka, no. In prav lažni prijatelji mi pomagajo, da vzpostavim prvi stik s študenti in da izberem lažne prijatelje, ki so zanimivi, ki so smešni, ki jih privlačijo in jih že takoj na začetku spodbudijo, da začnejo študirati tudi slovenščino. Jih je pa 1100, tako da kar velikokrat smo v nerodnih položajih lahko, če jih seveda ne poznamo. Je pa zanimivo, slovanska jezika sta zelo podobna, sta si zelo sorodna. Kdaj ste se sami odločili, da boste ostali v Bratislavi? Ja, jezika sta si res zelo sorodna, mogoče, da povežem še s temi lažnimi prijatelji. Na primer, samo poimenovanje za prebivalko Slovaške v slovaščini Slovenka. Torej, prebivalka Slovaške v slovaščini je Slovenka in vemo, prebivalke Slovenije smo Slovenke, tako da tudi na Slovaškem govorijo o slovenskem jeziku, torej o slovaškem jeziku, slovenski jezik, v Sloveniji slovenski jezik. In ko sem prišla na Slovaško, se mi je zdelo, kako kar naprej govorijo o Sloveniji, vsepovsod je neki pridevnik slovenski, ves čas sem imela občutek, da se veliko govori o Sloveniji, seveda oni pa so veliko govorili o Slovaški in sem kar nekaj časa potrebovala, da sem se navadila na ta pridevnik oziroma na ta koren te besede. Kako pa to, da sem se odločila za Slovaško? Čisto slučajno, ko sem zaključevala svoj študij, sem na hodniku Filozofske fakultete srečala profesorja doktorja Andreja Rozmana, to je zelo znan slovenski slovakist, ki je imel v tistem obdobju neverjetno veliko stikov, torej na vseh področjih med Slovaki in Slovenci in jih je tudi vzpostavljal. In me vprašal, če bi mogoče šla na doktorski študij za en semester ali pa mogoče za malo dlje časa v Bratislavo in sem rekla, ja, zakaj pa ne. No, ampak potem je ravno odhajala kolegica, ki je bila pred mano lektorica, torej Darja Pivk, se je vračala v Slovenijo in se je nekako pokazala možnost, da bi se lahko zaposlila tudi kot lektorica slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi. Ampak to se mi zdi lepo, tale izmenjava kultur, oziroma se odločiti, da poučuješ lastno kulturo oziroma lastni jezik na neki tuji univerzi.
Nekoč je veljalo, da se tega učijo gospodarstveniki zaradi nekih gospodarskih izmenjav in zaradi drugih, ampak po izkušnjah oziroma pogovorih bom rekel, da to ne drži nujno, da se pravzaprav veliko ljudi ali pa veliko študentov odloči za študij ali pa učenje slovenskega jezika kar tako iz lastnega interesa. Ja, res je, ne, ko začneš učiti svoj lastni jezik, ga spoznavaš na drugačen način. In ko sem šla kot 25-letna diplomantka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na prvo delovno mesto v Bratislavo, je bil to zame velik šok, moram priznati. Nisem si predstavljala, da bo to tako zahtevno. Vsak si misli, sej sem doštudirala slovenistiko, znam svoj jezik relativno dobro, ga poznam tudi, ampak ko ga moraš razložiti tujcu, ki mogoče v takrat v tistem obdobju še ni poznal niti angleščine, niti drugih tujih jezikov, je bilo kar zahtevno. In slovenščino spoznavam vsak dan. Tako da je to zelo zanimivo. Je pa res, kar ste rekli, da je to, kdo se uči, ta motivacija za učenje slovenščine je zelo raznolika. Študenti načeloma niti ne vedo, zakaj jo študirajo na začetku, potem jih privabimo z različnimi projekti, jim dokažemo, da to je jezik, ki ima perspektivo, da znanje tega jezika jim odpira različna vrata. Imam tudi tečaje za zunanje slušatelje, to pa so ljudje z različnih področij, gospodarstveniki, kulturniki, trenutno se že 2 leti uči slovenščino zelo znana slovaška igralka, ki jo je očarala Slovenija in dobro, odlično slovensko vino. In meni se zdi ravno to najbolj zanimivo, da Slovenci, pa to mislim, da zdaj ponavljamo v tej oddaji drugič ali tretjič, se imamo vedno za nek majhen narod in neko eksotično malo deželo, ampak pravzaprav smo zelo veliki, če človek pogleda takole naokoli po svetu, nas je kar veliko, oziroma smo povsod. Ja, res je, povsod. In mislim, da smo povsod, če le želimo, tudi lahko uspešni, da jim povsod predstavljamo to Slovenijo z veliko ljubeznijo, slovenski jezik z veliko ljubeznijo. Res se nisem srečala z nobenim Slovencem, Slovenko na Slovaškem, ki bi rekel, zakaj pa se sploh učijo slovenščine, na primer Slovaki, saj to je pa nek majhen jezik. In tudi obratno, Slovaki so najprej presenečeni, zakaj pa študirate slovenščino, potem pa se zamislijo in rečejo, to je pa res zanimivo, ne. Je to res eksotičen jezik, ampak hitro spoznajo, da ni tako. Če sva pri priznanjih in pri nagradah, ne moreva mimo tega, da je Saša Vojteh Poklaš dobila tudi nagrado rektorja univerze. Ja, res, sama se sicer ne hvalim ravno rada, ampak to priznanje mi zelo veliko pomeni, je to priznanje, ki ga podeljuje rektor Univerze Komenskega v Bratislavi vsako leto ob dnevu študentstva, to je v mesecu novembru, v spomin na dogodke, ki so se dogajali v mesecu novembru, drugače pa to priznanje je pač priznanje za celotno delovanje slovenistike, si mislim, slovenistiko sicer ne gradim samo jaz, ne, imam tudi kolegico, tudi moj mož je bil zelo zaslužen za to, da je status slovenščine trenutno takšen, kakršen je, in seveda vsa ta podpora, ki jo dobiva slovenistika iz Slovenije, z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, z vseh predstavništev, ki sodelujejo na tem področju, zunanjega ministrstva, ministrstva za šolstvo. Zdaj, da ne bom koga pozabila in komu naredila krivico, seveda pa najbližje sodelujemo in najtesneje sodelujemo prav s slovenskim veleposlaništvom na Slovaškem, trenutno je veleposlanik iz Prekmurja, doktor Stanislav Raščan, in pa tudi z društvom SLO, torej Slovencev in Slovakov.
Seveda pa pri tem, kar počnete učitelji oziroma lektorji, ne manjka običajno tudi kakšna kulturna izmenjava, naj si bo to na literarnem, filmskem ali katerem drugem področju. Ja, res je, teh izmenjav je kar nekaj, lahko se pohvalimo, torej na programu Slovenščina na tujih univerzah prav z enim velikim projektom, verjetno je bil že omenjen v tej oddaji, to so svetovni dnevi. Do zdaj jih je bilo izpeljanih, mislim, da 11, torej po vseh teh tujih univerzah, na katerih so slovenistike. In prav v okviru tega velikega festivala kulturnih dogodkov, smo jih načeloma izpeljali vsako drugo leto, so gostovali številni slovenski kulturniki. Na primer, če bi mogoče povezala spet Prekmurje in bratislavsko slovenistiko, zagotovo moramo omeniti Ferija Lainščka, ki je bil kar 2-krat gost pri nas in smo res pripravili odlične dogodke. Prav tako tudi Vlado Kreslin, enkrat sta skupaj sodelovala, in pa Vlado Žabot. Upam, da nisem nobenega iz Prekmurja pozabila. In res, to so dogodki, ki jih ne moremo pozabiti. Ker pravzaprav je zanimivo, tudi v Budimpešti bo recimo izšla v madžarskem jeziku prevedena knjiga Vojnovića. To so stvari, ki se mi zdijo zelo, zelo pomembne za Slovence in za slovenščino kot tako. To niso majhna dejanja. Se strinjam z vami, res, to niso majhna dejanja in veseli me, da v bistvu Slovenija podpira takšne projekte, tudi finančno. Pri nas je situacija s tem knjižnim trgom mogoče malo bolj zapletena ali pa tudi ne, zato ker Slovaki načeloma vsi znajo češko, tako da veliko prevodov, čeških prevodov iz slovenske literature, ki izidejo v češkem jeziku, berejo tudi Slovaki, no. Tudi mogoče mi zdaj pripravljamo ob vstopu Slovenije in Slovaške v Evropsko unijo izbor izdel sodobne slovenske književnosti, in sicer bo izšla revija, posebna številka posebna slovenska številka v reviji Verzija. Gre za revijo, ki se ukvarja prav s tem prevodoslovjem, prav z objavo različnih literarnih del, ki so prevedena potem v slovaški jezik. In tukaj smo sodelovali torej študenti, ki so doštudirali slovenski jezik v Bratislavi. In kot zanimivost, na gostovanju je bila pravkar tudi profesorica iz Likovne akademije Univerze v Ljubljani, Suzi Bricelj, ki je povezala torej slovenske študente na Likovni akademiji s slovaškimi in so pripravili ilustracije za to posebno slovensko številko. Naj samo omenim, tema številke pa bo avtobiografskost, in izbor besedil je pripravila profesorica Alojzija Zupan Sosič z Univerze v Ljubljani. Tako da dogaja se in dogajalo se bo še. Saša Poklač, midva se bova, Vojteh Poklač, se bova še pogovarjala, za danes takole počasi zaokrožujeva in vam želimo še kakšno rektorjevo nagrado ali pa kakšno drugo nagrado, kajti vsaka nagrada je tudi vzpodbuda in pohvalne besede in nagrade nas pravzaprav spodbujajo, da delamo ne nujno več, ampak morda še bolje. Tudi sama bi se vam rada zahvalila za to, da v bistvu pokažete, kaj delamo, kakšno je naše delo in da mogoče v prihodnosti pridete tudi na same lektorate, nas obiskat in mogoče vam pokažemo še naše prostore in še kaj drugega. Tako da dobrodošli, v slovaščini bi rekli vitajče. Z veseljem in do prihodnjič. Prav lepa hvala in lep pozdrav v Bratislavo. Hvala, srečno, nasvidenje.